Lep pozdrav in lep dober dan v tem julijskem nekoliko bolj mrzlem dnevu, končno. Lep pozdrav s strani Direktorata za javno naročanje. Ponovno smo s kolegi pripravili en brezplačen spletni seminar, tokrat predstavitev praks skupnega naročanja na področju energentov in prakse javnega naročanja živil. Zakaj gre, s kolegi smo se večkrat pogovarjali in tudi organizirali, če se spomnite, v februarju ta seminar, usposabljanje glede spremembe cen, in ugotavljamo, da je še vedno kar nekaj vprašanj z vaše strani, predvsem naročnikov, kako ravnati zdaj pa že v zelo konkretnih primerih, v zelo konkretnih zadevah. Zato smo se z kolegi iz sektorja za sistem javnega naročanja odločili, da bi poskušali privabiti tiste naročnike iz prakse, ki morda lahko zelo dobro ali pa celo najbolje predstavijo, na kakšen način pravzaprav se oni soočajo s težavami, ki jih prinaša ta draginja, najbolj na področju živil in energentov. Zato sem zelo vesel, da je z nami prvič Marjeta Bizjak, podsekretarka iz Službe za javna naročila Mestne občine Ljubljana. Marjeta, lepo pozdravljena. Hvala lepa MOL-u in ekipi, da se je odzvala temu povabilu. Gospa Bizjak bo predstavila predvsem z vidika prakse, kako se soočajo v teh spremenjenih okoliščinah z javnim naročanjem živil. Temu sledi kratko predavanje kolege Simona Šiftarja. Simon je vodja oddelka za izvajanje javnih naročil s področja stvarnega premoženja v našem Direktoratu za javno naročanje. Predstavil vam bo 5 različnih vsebin s področja naročanja energentov, predvsem kako se na ministrstvu z skupnim javnim naročanjem predvsem soočamo z tudi temi izzivi spremenjenih cen in na kakšen način jih poskušamo nekako obvladovati že v sami razpisni dokumentaciji, v samem postopku javnega naročanja. Te stvari, da ne bom šel jaz v podrobnosti, bo kasneje predstavil Simon. Seveda najlepša hvala zopet Upravni akademiji, Gregu Sodi in ekipi za tole organizacijo in seveda moji kolegici magister Urški Skok Klima, ki je pravzaprav vsebinsko organizirala celo zadevo. Mogoče še ena napoved, preden predam besedo. Sami veste, v tem zadnjem času smo imeli kar nekaj teh predavanj z tega našega področja javnega naročanja. Naslednje predavanje, verjetno nekje v oktobru, bolj sistemskega vidika, ki ga bomo predstavili, je ta kompetenčni model, ki ga pripravljamo in Akademijo javnega naročanja, ki jo nekako vzpostavljamo skupaj z seveda našo upravno akademijo na ministrstvu, nekje v oktobru in tudi kasneje. Jaz upam, da bomo imeli te kratke enourne, morda uro in pol, te kratke seminarje, predvsem z vidika prakse tudi večkrat. S kolegi se pogovarjamo, da bi zdaj mogoče kar začeli na vsake 2 meseca s temi kratkimi predavanji, tisto, kar vas pravzaprav v tistem trenutku najbolj zanima. Tako da jaz predlagam, da kar začnemo, da ne bom jaz predolg. Sami veste, naročniki, predvsem s kakšnimi težavami se trenutno soočate, z rastjo cen, z različnimi oblikami pritiskov trga ponudnikov na vaše pogodbe, tudi na vaša naročila, in predlagam, gospa Marjeta, da kar začnete. Prvo predavanje je predavanje, kot sem rekel, javno naročanje živil s primeri iz prakse, predvsem kako to rešujejo na Mestni občini Ljubljana. Gospa Marjeta, izvolite, hvala lepa. Skratka, prihajam iz Mestne občine Ljubljana, kjer izvajamo postopke javnih naročil za tudi naše naročnike, in sicer smo ustanovitelji 23 javnih vrtcev, 46 osnovnih šol in enega zavoda za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje. Vsi ti javni zavodi so seveda naročniki po Zakonu o javnem naročanju, in sicer za svoje delovanje oziroma v okviru svojega delovanja pač naročajo tudi živila.
Zdaj v letu 2011 smo prišli na idejo, zato ker se pač znanje na področju javnega naročanja v bistvu koncentrira na Mestni občini Ljubljana, medtem ko so kolegi iz javnih zavodov, predvsem strokovnjaki na svojih področjih, tudi na področju živil. Je prišla nekako ideja, da se pač to naše znanje združi, da si izdelimo izkušnje in s tem poskušamo v bistvu izboljšati izvedbo in pa rezultate samih postopkov javnega naročanja. Zdaj, ta moja prezentacija bo seveda s tem namenjena nekako mogoče tudi spodbudi predstavnikom lokalnih skupnosti, da pač lahko postopek izvedbe javnega naročila izvedejo tudi za svoje javne zavode, ker vse rešitve, ki jih v bistvu razvijajo na Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo, tudi omogočajo. In pa seveda po drugi strani tudi za tiste naročnike, ki niso iz MOL-a in v bistvu se želijo seznaniti z našo prakso z namenom, da morda izboljšajo v bistvu tudi svoje razpisne dokumentacije in na nek način dosežejo kakšne boljše ali pa drugačne rezultate potem pri izvajanju javnih naročil živil. Čisto na kratko vsebina, najprej na kakšen način se pripravi pooblastilo za izvedbo javnega naročila v primeru, ko naročnik za naročnika izvede javno naročilo, potem kakšne so prednosti skupnega sodelovanja tako za naročnika kot za ponudnika, v nadaljevanju potem nek shematični prikaz oddaje javnega naročila in kako to sodelovanje med nami poteka. Potem en poseben poudarek, kako je pomembna priprava ocenjene vrednosti javnega naročila in kakšna ocenjena vrednost je tista, ki je pripravljena skladno z zakonodajo. Potem se mi zdi smiselno omeniti eno izjemo, ki je od 2022 na voljo naročnikom, in sicer, če v določenih primerih ocenjena vrednost ne presega tega evropskega praga za objave, seveda lahko postopek nabave živil izvedejo kot izjemo in pač postopek ne vodijo skladno z Zakonom o javnem naročanju. Potem pa majčkeno bolj podrobno o naših specifikah razpisne dokumentacije, o merilih in o tem, na kakšen način se sklepa in izvaja okvirni sporazum. Kot je že napovedal gospod Matas, je pač v zadnjem času velik problem ta dvig cen živil, ki je pač ga treba urediti tudi z aneksom z izbranimi izvajalci, pod kakšnimi pogoji in pa na kakšen način je to urejeno v naši razpisni dokumentaciji v tej točki. Potem pa še eno priporočilo, na kakšen način se na zakonit način lotiti presoje tega dviga cen skladno z, bom rekla, zelo podrobnimi navodili, ki jih je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v preteklosti. Skratka, Mestna občina Ljubljana, kot sem že povedala, izvaja javno naročanje živil za svoje javne zavode. Sodelovanje je prostovoljno, to se pravi stvar odločitve javnega zavoda samega naročnika. Podlaga za to je v tretjem odstavku 66. člena Zakona o javnem naročanju, ki določa, da lahko vsak naročnik za izvedbo oziroma odločanje v postopku javnega naročanja pooblasti drugega naročnika. V našem konkretnem primeru pooblastilo torej zajema izvedbo postopka oddaje javnega naročila do pravnomočnosti odločitve oddaje javnega naročila in torej tudi morebitno reševanje revizijskega zahtevka in pa izvedbo vpogledov neizbranih ponudnikov v ponudbe izbranih ponudnikov po Zakonu o javnem naročanju, to se pravi do pravnomočnosti odločitve oddaje javnega naročila. Pooblastilo pa ne zajema podpisa okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki, vpogledov po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, to se pravi po pravnomočnosti odločitve oddaje javnega naročila in vseh faz izvajanja okvirnega sporazuma, torej tudi presoje upravičenosti dviga cen in drugih razlogov, ki so podlaga za spremembo, in sicer brez postopka oddaje javnega naročila na podlagi 95. člena Zakona o javnem naročanju in tudi presojo razlogov, zaradi katerih lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma. To je pa skladno s 96. členom Zakona o javnem naročanju. Zdaj, samo strokovno komisijo za pripravo razpisne dokumentacije in analizo prejetih ponudb sestavljata vedno vsaj 2 člana.
En član je iz službe za javna naročila, ki je odgovoren in skrbi za postopkovni del oddaje javnega naročila, in en član imenovan s strani naročnika. To je pa v bistvu tisti, ki je pripravljalec popisa blaga in drugih zahtev, tistih specifik, ki se nanašajo na njegov zavod, in pač skladno s tem določi neke posebne določbe v, bom rekla, razpisni dokumentaciji, in potem so te zajete tudi v okvirnem sporazumu. Kot sem že povedala, ta praksa je izpostavljena od leta 2011, od takrat smo izvedli že preko 200 postopkov javnega naročanja živil. Razpisna dokumentacija je v bistvu poenotena za vse naročnike v nekih bistvenih delih, razen, kot sem že omenila, tistih, ki so specifične za posameznega naročnika, in to je recimo organizacija enot za pripravo in razdeljevanje obrokov oziroma kuhinj, frekvence naročanja, ur in lokacije dostave in pa seveda popisi živil se med naročniki v povezavi z vsem prej povedanim pač razlikujejo. Razpisna dokumentacija ni enaka od 2011, ampak jo seveda ves čas prilagajamo novim določbam predpisov in jo po potrebi spremenimo, pa tudi v bistvu na podlagi izkušenj, s katerimi smo seznanjeni s strani naročnikov v fazi realizacije okvirnih sporazumov. Zdaj, mi vidimo tako na strani naročnikov kot ponudnikov smo seznanjeni s tem, da je v bistvu to neka dobra praksa, zato ker je pač razpisna dokumentacija poenotena. Tudi ponudniki pravijo, da se potem lažje v bistvu skoncentrirajo na same popise blaga, ker ne prebirajo vse ostale dokumentacije, tako da zaenkrat vztrajamo, smo nekako na dobri poti, da se bo sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje. In pač menimo, da je v bistvu tako delovanje, kot smo se ga lotili mi, pač dobrodošlo strani tako naročnikov za njihovo razbremenitev kot ponudnikov. V zadnjih letih za naročnike organiziramo tudi delavnice, seveda predstavniki naročnikov se z javnim naročanjem ne srečujejo dnevno in pač ne poznajo vseh novosti, se na njih tudi ne morejo zaradi drugih obveznosti koncentrirati, zato jim te vsako leto predstavimo mi. Predstavimo jim način medsebojnega sodelovanja in jih tudi v bistvu seznanimo s kakšnimi posebnimi ugotovitvami, do katerih smo prišli v sodelovanju z njimi v recimo preteklem letu. Zdaj pa ta schematični prikaz postopka, na dva dela sem ga razdelila, in sicer predrazpisno fazo in pa razpisno fazo. Predrazpisna faza je v bistvu zelo pomembna, ker je v bistvu podlaga za to, da se postopek lahko, bom rekla, brez večjih pretresov zaključi in v bistvu, da tudi omogoča neko dobro podlago za izvajanje okvirnih sporazumov. Vsako leto pozovemo javne zavode k pripravi seznama plana javnih naročil, ta zadeva se potem pregleda in uskladi, zato da lahko terminsko pravilno pristopimo k izvedbi posameznih postopkov javnega naročanja. Kot sem že omenila, je tako medsebojno sodelovanje zelo dobro podprto tudi informacijsko, in sicer tako na portalu javnih naročil kot znotraj informacijskega sistema IN in, bom rekla, portala e-revizija, tako da tisti, ki ste imeli morda še zadržek v tem delu, se te pravice lahko zelo dobro uredijo in poteka sodelovanje na način, kot je predviden. Potem sledijo te uvodni sestanki, zato da se dajo še kakšna dodatna navodila in seveda priprava razpisne dokumentacije. Sam postopek seveda je zahteven, sploh za tiste, ki se z njim ne srečujejo vsak dan, zato smo pripravili tak schematični prikaz, kjer naročnik lahko, če se ustavi zadeva pri njih z vprašanjem, kje pa zdaj v postopku sem, kaj mi še sledi, ga lahko pogleda. Tele barve, kot sem pa že na prejšnjem diapozitivu prikazala, pa nekako prikazujejo, v katerih aktivnostih sodeluje v bistvu samo predstavnik službe za javna naročila, ki so aktivnosti vezane na javni zavod, in pa tiste, ki jih izvajamo skupaj. Zdaj, v primeru, da ni revizijskega zahtevka, kot sem povedala, se naše sodelovanje z pravnomočno odločitvijo o oddaji javnega naročila zaključi. Kot sem že rekla, je ocenjena vrednost oziroma tudi ta predrazpisna faza zelo pomemben del
postopka oddaje javnega naročila, zato se mi zdi primerno, da še enkrat poudarim tiste bistvene zadeve skladne z 24. členom Zakona o javnem naročanju, ki jih je treba upoštevati pri pripravi ocenjene vrednosti javnega naročila. Kot verjetno že veste in je tudi skladno z prakso, da državne revizijske komisije večkrat potrjeno, ocenjena vrednost ni nujno enaka zagotovljenim sredstvom naročnika, ampak je pomembna zato, da naročnik določi ustrezen postopek oddaje javnega naročila. Kaj to pomeni? Naročnik mora pri pripravi ocenjene vrednosti izhajati iz najvišjega celotnega plačljivega zneska brez DDV za vse razpisane sklope živil in za celotno trajanje okvirnega sporazuma, pri čemer mora pa v to vrednost vključiti tudi ocenjeno vrednost vseh morebitnih aneksov, ki jih predvidi v razpisu zaradi dviga ocen. To je zelo pomembno, predvsem v zadnjem času, ko se soočamo z, bom rekla, nekimi nenormalnimi situacijami in izrednimi dvigi cen živil. Metoda, ki se uporabi za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, seveda ne sme biti zbrana z namenom, da se določi taka ocenjena vrednost, da uporaba zakona ni potrebna. Zakaj je to pomembno? Če preberete prvo točko prvega odstavka 111. člena, ki določa kazenske določbe za naročnika, boste ugotovili, da je pač ocenjena vrednost v bistvu tista, s katero se ne sme določiti javnega naročila oziroma postopka na način, da bi se s tem zaradi nižje ocenjene vrednosti izognili uporabi zakona. Biti mora pa seveda tudi veljavna, ko je obvestilo poslano na portal javnih naročil, kar pomeni, da neke cene, ki ste jih dosegli pred 2-3 leti za izračun tokratnega postopka, verjetno ne bodo ustrezne zaradi teh dvigov cen in morate preveriti na trgu, kakšne so trenutne. Pa še ena pomembna zadeva, ocenjeno vrednost količinsko in cenovno opredeljeno mora biti pisno dokumentirana pri naročniku. To se včasih pozabi, tako da tukaj še eno posebno opozorilo. Še ena zadeva, v ocenjeno vrednost se vključi vrednost tako tistih sklopov, ki jih objavite na portalu javnih naročil, kot tistih sklopov, ki jih upoštevaj 5. odstavek 73. člena mogoče ne vključite v sam postopek oddaje javnega naročila. Še ena dobrodošla novost oziroma novela. 1.1.2011 je stopila v veljavo novela Zakona o javnem naročanju, ki določa, da v kolikor naročnik na letni ravni ne dosega realizacije nabave hrane v višini 215.000 evrov brez DDV, lahko za tako obdobje seveda uporabi izjemo od postopkov javnega naročanja in sicer ne izvede postopek po Zakonu o javnem naročanju, ampak tako rekoč kot evidenčno javno naročilo, kar mu omogoča, da lahko sam izbira ponudnike, katere bo povabil k oddaji javnega naročila. Pomembno pa vseeno je, ta izjema ima dodatno določbo, da pri tem upošteva cilje iz uredbe o zelenem javnem naročanju, ki jih bom v nadaljevanju še poudarila, in pa da spoštuje temeljna načela javnega naročanja, to se pravi gospodarnost, učinkovitost, uspešnost, zagotavljanje konkurence med ponudniki, transparentnost, enakopravno obravnavo ponudnikov in sorazmernost pri določanju pogojev in meril. Zdaj, če imate kakšna notranja navodila v skladu z katerimi morate ravnati pri evidenčnih naročilih, jih je seveda potrebno pri tem tudi upoštevati. Zdaj pa še neka konkretna navodila pri oblikovanju sklopov. Vedeti morate, da dodajanje oziroma odstranjevanje sklopov po objavi obvestila o oddaji javnega naročila ni več mogoče, zato je zelo pomembno, da skrbno pripravite popise pred objavo naročila, da v bistvu upoštevate neke specifike živil tudi glede HAS-a, pa recimo hladne verige, da posamezne sklope oblikujete na način, da ne vključujemo samo eno živilo. Predlagamo, da v takih primerih za živila, če so zelo specifična, uporabite kratke verige, da v sklope vključujete seveda istovrstna živila, to se pravi mleko in mlečne izdelke, meso in mesne izdelke in podobno, in da pač s popisi vseeno zagotovite konkurenco med ponudniki, saj je to v bistvu temelj in bistvo javnega naročanja. Kaj je še pomembno
to se pravi, da zagotavljate na nek način konkurenčnost, da ne omejujete z neobjektivnimi merili sam krog ponudnikov, da strokovno poimenujete živila, ker je drugače v fazi analize lahko pride do težav oziroma da dobite tudi ponudbo, ki v bistvu ni ustrezna vašim željam, pa je zaradi nerodnega poimenovanja dejansko dopustna, ker je skladna z razpisno dokumentacijo in njenimi pogoji, da ustrezno raziščete trg, preden pač pripravite popise blaga, to je vse povezano in da, kar je zelo pomembno, izhajate iz svojih potreb, ki jih lahko objektivno zagovarjate in ne v bistvu sledite, bom rekla, željam ponudnikov, tudi takim, ki jih postavljajo z vprašanji preko portala javnih naročil kot potencialni ponudniki. Kratke verige je smiselno uporabljati, ker je namen, da se s tem spodbuja lokalna, bom rekla, poraba ali pa samooskrba, bom rekla, poraba lokalnih pridelkov iz okolice, ki imajo seveda vrsto pozitivnih učinkov in so predstavljene tudi omejitve, ki jih pa v zvezi s tem določa Zakon o javnem naročanju. To se pravi, vrednost teh sklopov ne sme presegati 20% skupne ocenjene vrednosti vseh sklopov in posamezen sklop ne sme presegati vrednosti, bom rekla, je lahko največ do višine 80.000 evrov brez DDV. Pri javnem naročanju je seveda smiselno upoštevati priporočila za javno naročanje živil, ki sta jih pripravila Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predvsem prvo glede možnosti, ki jih naročnik ima pri javnem naročanju in drugo z vidika, kako lahko v bistvu na primeren način vključujete kakovostne zahteve glede živil in da v bistvu naročate sezonsko hrano. Druga zadeva, ki je pomembna, je seveda uredba o zelenem javnem naročanju, ki ima dva cilja, in sicer morate znotraj javnega naročanja živil doseči z nabavo, to se pravi z realizacijo, v količinah, v kilogramih najmanj do 31.12.2024 12% ekoloških živil, potem pa 15% takrat naprej in seveda še dodatno, to se pravi plus, delež živil iz shem kakovosti najmanj 20%. Še ena dodatna zadeva, ki je vezana predvsem na to fazo realizacije, je pa v bistvu novela Zakona o kmetijstvu in sicer ta določa, da se bo v prihodnje preverjalo, ali so ti cilji iz uredbe javnega naročanja na ustrezen način doseženi. Preveritve bo izvajal kmetijski inšpektorat, so pa žal določene v primeru kršitev tudi globe za pravno osebo in odgovorno osebo naročnika. Zdaj pa spet, če se vrnem na našo konkretno razpisno dokumentacijo, kako imamo oblikovana merila za izbor ponudnikov, in sicer za vse sklope z izjemo tistih, kjer se že sicer zahteva višja kakovost živil, sta merili skupna ponudbena vrednost in pa živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti. Zdaj za nas so ustrezna dokazila, ki tako shemo kakovosti dokazuje samo tista, ki jih predpisuje evropska zakonodaja in pa Zakon o kmetijstvu, medtem ko drugih znakov, ki po našem mnenju niso enakovredni preomenjenim, ne priznavamo. To sta pa recimo znak IFS, ki je v bistvu znaka za globalni trgovski zakon, in pa Global Gap, ki je pa standard dobre kmetijske prakse. Kar se tiče ostalih sklopov živil, kjer se že sicer zahteva višja kakovost živil, pa je merilo ponudbena vrednost skupna in tako merilo uporabimo tudi v fazi odpiranja konkurence za sklope svežega sadja in zelenjave. Zdaj samo izvajanje in sklepanje okvirnega sporazuma. Imamo dve vrsti sporazumov okvirnih opredeljenih v razpisni dokumentaciji, in sicer prvi način je za vse sklope z izjemo sklopov svežega sadja in zelenjave
kjer se okvirni sporazum sklepa z enim izbranim ponudnikom in se naročila izvajajo v skladu s pogoji določenimi v okvirnem sporazumu. To je na podlagi 5. odstavka 48. člena Zakona o javnem naročanju. Za sklope svežega sadja in zelenjave pa smo se skupaj z naročniki pač odločili, da bomo omogočili odpiranje konkurence, zato ker gre za sezonska živila, izrazito sezonski značaj imajo in lahko s tem v bistvu dosežemo nižje cene v fazah, v bistvu, ko odpremo konkurenco in je pač določeno živilo takrat na trgu v večji meri na voljo ponudnikom. Ta faza odpiranja konkurence se praviloma izvaja na 3 mesece, praviloma zato, ker včasih se zgodi, da je frekvenca, bom rekla, odpiranja konkurence postavljena na način, da kakšen mesec ostane še do počitnic, zato takrat v bistvu to dobo majčkeno podaljšamo, okolikor ugotovimo skupaj, da v bistvu v taki fazi ne bo prišlo v bistvu do nekih bistvenih razlik v, bom rekla, teh opredeljenih sezonah zorenja posameznih vrst sadja in zelenjave. Pri, bom rekla, okvirnem sporazumu za sveže sadje in zelenjave se tudi lahko zgodi, da seveda določeno živilo zaradi nekih posebnih razlogov ne bo na voljo pri, bom rekla, prvo izbranem ponudniku iz faze odpiranja konkurence, zato v takem primeru ima naročnik možnost, da v takem primeru, ko oddaji ponudbe v tisti izjemni situaciji, pozove drugouvrščenega iz faze odpiranja konkurence in tako naprej. Vkolikor tega ponudnika ni, pa pač živila na koncu pač nabavi tudi na trgu. Je pa seveda pomembno, da se od ponudnikov zahteva aktivno oddajo ponudb na posamezno povabilo v fazi odpiranja konkurence, sicer naročnik lahko odstopi od sporazuma. In še ena pomembna zadeva, skladna z navodili, ki smo jih v bistvu preko tolmačenja prejeli od Ministrstva za javno upravo, in sicer, da cena v ponudbi za odpiranje konkurence ne sme preseči maksimalne cene, ki jo je dal ponudnik v samem razpisu. Zdaj pa ta dvig cen skladno z določbami okvirnega sporazuma pri nas na podlagi tudi oziroma ob upoštevanju prve točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju, ki govori, kdaj naročnik lahko brez da izvede nov postopek spremeni tudi recimo cene dosežene v razpisu sprejme ponudnikov predlog za dvig cen tudi po izvedenem postopku oddaje javnega naročila, je pa določba v okvirnem sporazumu, da je tak dvig možen, in sicer skladno s pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja. Ta pravilnik sem vam tukaj dala dostop oziroma povezavo, kjer si ga seveda lahko ogledate. Je pa zelo pomembno, da upoštevate njegove določbe, in sicer, da dvig ni možen 1 leto od njegove sklenitve, to se pravi možen prvič po preteku 1 leta in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa pač preseže 4%. In še to, dvig, ki ga lahko priznate v višini 80% tega dviga nad 4%. Zdaj v naši razpisni dokumentaciji upoštevamo indeks cen hrane in ne posameznih skupin živil, zato ker smo skupaj z naročniki ugotovili, da je pri posameznih, bom rekla, živilih zelo težko ugotoviti, kjer je tisti bistven, kjer je tista bistvena sestavina v živilu, ki bi v bistvu najbolj odražala, bom rekla, nekako razmere na trgu z vidika cen. Pomembno se nam zdi pa tudi, da ta indeks zelo jasno definiramo v razpisni dokumentaciji in ne kasneje v fazi realizacije okvirnega sporazuma. Zato pač je pomembno, da ga definirate že v razpisu samem in se z njim ponudniki seznanijo v razpisu in ga tudi potrdijo z oddajo ponudbe. Tukaj sem vam potem dala tudi link, kje tak indeks lahko mi preverimo, je objektivno preveliko, ne more ne ponudnik, ne naročnik na njegovo vrednost vplivati in je ga najlažje tudi dokazati. Ko boste v bistvu tako preveritev izvedli, boste naleteli na takle prikaz Statističnega urada Republike Slovenije. Zdaj pa še ostali razlogi za dvig cen, ki so v bistvu postali aktualni v zadnjih
razmerah, že povezanih s COVID-om in s to vojno v Ukrajini, ki so večinoma v bistvu razlog, ki ga navajajo ponudniki za izreden dvig cen. Tukaj pa je zelo dobrodošla in v bistvu zelo uporabna, bom rekla, je zelo uporabno tolmačenje, ki ga je pripravil Direktorat za javno naročanje Ministrstva za javno upravo, kajti sam zakon o javnem naročanju natančno ne določa, kako naj bi ta presoja naročnika za dvig cen ob izrednih okoliščinah v bistvu potekala, in je tukaj navedena v bistvu povezava na spletno stran, kjer tako obrazložitev lahko najdete. Tista zadnja s 25.11.2011 je res pripravljena poglobljeno in v bistvu mislim, da zelo jasno prikaže vse možnosti, ki jih v takem primeru naročnik ima. In izvedli so tudi predstavitev na navedeno temo, ki je tudi javno dostopna in jo lahko pogledate v zvezi z živili, predvsem v tistem prvem delu, tako da si niti ni treba pogledati celotne, bom rekla, te predstavitve oziroma delavnice, ki je bila na to temo strani Direktorata za javno naročanje organizirana. Zdaj pa jaz na tem delu se zahvaljujem za pozornost in predajam besedo gospodu Simonu Šiftarju. Tako da jaz bi zdaj začel z javnimi naročanjem oziroma kako se pri nas lotevamo javnih naročil v primeru naročanja energentov. Večinoma oziroma v vseh primerih gre za skupna javna naročila, tako da je tukaj kar obsežna tudi količina, kot tudi naročniki. Jih je kar veliko. Zdaj, najprej, če vzamem kot splošno, pri vsakem od teh skupnih javnih naročil za dobavo energentov se vedno lotimo, da začnemo najprej z strokovnim dialogom. Tako da pri vseh se srečamo pol s ponudniki, preden sploh začnemo postopek, da se pomenimo, kaj je bolj bistveno in kaj bi lahko uporabili in tudi približno vemo, kaj je novega na trgu. Zdaj, če se lotim najprej dobave električne energije, pri električni energiji se moram najprej pohvaliti, da smo res uspeli ujeti ta pravi trenutek, glede na cene, ki so trenutno na trgu, ker so šle res v nebo. Mi smo namreč cene zakupili še lansko leto v mesecu septembru, ko so še bile zelo nizke napram današnjim cenam. Namreč kot električna energija in tudi zemeljski plin, kot veste, verjetno gre pri teh dveh energentih, gre za terminske posle, tako da v trenutku, ko se pač cena dogovori, ko se izbere, ponudniki zakupijo navedeno količino in potem ni tako problem kot naprimer, ne vem, v smislu butan, propan plina, kjer pač ne moreš imeti takih zalog v skladiščih. Mogoče za sam začetek najprej, kako se lotimo tega, vsak postopek začnemo z odprtim postopkom. Sama časovnica odprtega postopka pri nas poteka približno tako, da najprej začnemo zbirati potrebe od posameznih naročnikov. Med tem časom, ko to traja približno en mesec, se lotimo hkrati tudi strokovnega dialoga, spremljamo trg, vidimo, če so kakšne novosti. Drugače pa imamo v primeru električne energije imamo sklenjen okvirni sporazum in sicer z več gospodarskimi subjekti, se pravi vsi, ki oddajo dopustno ponudbo, z njimi sklenemo okvirni sporazum. Trenutno imamo sklenjeno z 2 ponudnikoma na trgu. En od teh 2 je potem izbran kot dobavitelj in dobavlja za obdobje, naslednje obdobje, ki je v tem primeru 24 do 24 mesecev. Celotno obdobje okvirnega sporazuma je 48 mesecev. Mogoče izjema zdaj, ko se pač te spremembe dogajale, namreč nam se izteka pogodba 31. aprila, tako da vedno na tisti dan prihaja do menjave. Tako da smo razmišljali, kako bi ta datum prestavili bližje jeseni, tako da zdaj imamo trenutno 28 mesecev plus 20 mesecev. Zato, da pridemo pol na menjavo nekje 1. septembra, kar pomeni,
kar pomeni, da potem lahko gremo v odpiranje konkurence ali ponudb v mesecih, pomladnih mesecih, ko se navadi predvideva, da je nižja cena na trgu električne energije. Kot sem že omenil, pomembno je vprašanje, kdaj iti v odpiranje same konkurence. Zdaj, iz prakse, mi smo lansko leto odpirali v mesecu septembru, pri čemer smo začela pogodbo oziroma cene bodo so začele veljati šele zdaj s 1. majem letošnjega leta. Se pravi, nekje pol leta prej smo odprli konkurenco in pridobili te cene. Pri tem je zelo pomembno, da spremljamo same cene na borzi. Konkretno, naprimer, mi spremljamo tudi ceno na češki borzi, nekatere borze so, tako moram tudi reči, brezplačno dostopne, za nekatere pač je potrebno se registrirati in potem se lahko tudi plačuje. Seveda potem je tudi nudijo večje informacije. Drugače se pa spremlja trg tudi preko različnih časopisov, ne vem, ne samo slovenskih, tudi tujih, kot so na primer Reuters ali pa Bloomberg. Se pokliče tudi lahko, ali se pa spremlja tudi poročila, ki jih ima Direktorat za energetiko. Pri tem je pomembno tudi, da spremljate cene, ki jih imajo drugi naročniki v državi. To se da na način, da greste preko EJN-ja, se pravi, ko so odpiranja, ker odpiranja so zdaj javna in lahko preverite cene posameznih naročnikov in potem, ne vem, za zadnje leto ali pa zadnji pol leta približno vidite, kakšne cene ponudniki dajo tudi pri drugih naročnikih, tako da imate neko orientacijo, kako se cene gibljajo. Odločitev je pa potrebno tudi pri električni energiji in pri zemeljskem plinu je pa predvsem zelo pomembno, da izdate odločitev čim prej. To vam bodo tudi ponudniki rekli, da namreč v trenutku, ko oni oddajo ponudbo, še teh količin ne zakupijo, ampak jih zakupijo šele, ko izdate odločitev, da so oni dobijo neko informacijo, da so izbrani za ta posel. Dlje, ko odlašamo z izdajo odločitve, večje pribitke nam v ponudbo dajo, ker pa ponudniki ne vejo, kdaj bomo mi odločitev izdali, ponavadi nekje tam do 30 dni si pol neke pribitke dajo te cene, ker pač je riziko na njihovi strani, ker ne vejo, kako se bo cena na borzi gibala v tistem trenutku, ko bojo odločitev prejeli. Pri nas imamo zdaj teh 28 mesecev fiksno ceno za vse tri enote, se pravi ETM, TVT, tako da to je fiksna, potem bomo verjetno odpirali, verjetno skoraj zagotovo bomo odpirali konkurenco, nekje zdaj odvisno od gibanja cen, verjetno nekje spomladi. Poleg tega zahtevamo še tudi poleg obveznih 50% zelene energije, ki je po uredbi obvezna, še nam ponudijo dodaten odstotek zelene energije, ki pa je del merila in se ga meri. Tako da je merilo sestavljeno iz cene električne energije in odstotka dodatne ponujene zelene energije. Seveda pa naša pogodba oziroma naš pogodbeni sporazum ne zajema omrežnine, to pa imajo posamezni naročniki svojo pogodbo za omrežnino. V času trajanja samega sporazuma je možno pri naročnikih, da si dodajo ali vzemajo merilna mesta, se pravi, nek nov objekt se zgradi, se doda merilno mesto ali se nekje preselijo, karkoli že, in potem se po merilno mesto lahko tudi odvzame. Tako da glede tega ni problema. Potem odvisnost, to bi še rad poudaril, da sama napovedi, kakšna bo cena, je tudi odvisna ne samo od trga, od borze oziroma od tega, ampak tudi ker namreč vemo, da je elektrika sestavljena iz hidroelektrarn, jedrskih elektrarn in termoelektrarn, tako da je zelo pomemben tudi nivo vodostaj rek. Tako da v tem, ali je zdaj suša ali ni suša, je tudi nekaj vpliva na to, koliko se bo cena gibala in teh predvidevanj. Potem zemeljski plin je zelo podoben glede samega gibanja cen električne energije. Tukaj tudi izvedemo odprti postopek.
na koncu tega odprtega postopka sklenemo okvirni sporazum z večjimi gospodarskimi subjekti, ponavadi z vsemi, ki oddajajo dopustne ponudbe za celotno obdobje, se pravi 48 mesecev. Tukaj imamo pa 24 mesecev plus 24, se pravi pred potekom 24 mesecev odpremo konkurenco med vsemi, s katerimi imamo okvirni sporazum. Pri nas je ta presečni datum trenutno 31.12. Razmišljamo, da bi ga prestavili bolj v pomlad, da ne bi se glih v sredini zimskega obdobja zamenjevale, ker takrat so namreč povpraševanja po zemeljskem plinu največja. Cena kot tako je določena, je fiksna za obdobje do odpiranja konkurence in ne vsebuje omrežnine. Enako kot pri električni energiji, tudi tukaj ponudniki zakupijo količino v trenutku, ko izvejo, da so bili izbrani, zato se tudi apelira, da se čim prej izda odločitev od takrat, ko se pač prejmejo ponudbe. V tem pri zemeljskem plinu izvajamo dražbo, namreč iščemo samo najnižjo ceno, tako da imamo postopek dražbe, ki gre zelo hitro in potem se zelo hitro tudi odvija, tako da moram priznati, da ta odločitev se kar hitro na koncu izda. Na tem pri zemeljskem plinu se tudi spremlja cena na borzi. Tukaj sem vam navedel primer ene borze, kjer lahko spremljate in je dokaj aktualno. Zdaj je brezplačna, res da je brezplačna za zadnjih 45 dni. Ampak če se spremlja vsake toliko časa, pol dobiš nek občutek, koliko se giblje cena. Gre za to borzo European Energy Exchange in je dokaj realen pokazatelj približno, koliko se bojo gibale cene oziroma koliko so se tudi gibale za nazaj. Moram povedati, da tudi v letu 2020, ko smo nazadnje bili skupaj s ponudniki na enem izmed teh strokovnih dialogov, so rekli, da v tistem letu so bile cene v zadnjih 10 letih najnižje, kar so obstajali. Tako da kdo je takrat zakupil za daljše obdobje, je bil v velikem plusu. Odpiranje konkurence, kot sem rekel, najbolj optimalno pri zemeljskem plinu, kakor zdaj opažamo, je v mesecih, kot so april, maj, junij. Zimska sezona je že minila in počasi se tudi zaloge napolnijo za jesen in potem ni več takega povpraševanja. Zato, če se le da, se naj iščejo ponudbe v teh mesecih. Seveda pa je potrebno upoštevati, v narekovajih, višje sile, tako kot je tudi ko se na svetovnih trgih dogajajo, tako kot je bila zapleti pri severnem toku in druge politične zadeve, ki vplivajo na sam evropsko pridobivanje zemeljskega plina oziroma povpraševanje. Prav tako tukaj je možnost dodajanja odvzemanja odjemnih mest, zaradi kakršnekoli razlogov, se pravi novi objekti ali kar podobnega, enako kot pri električni energiji. Potem dobava utekočinjenega naftnega plina, propan-butan, ki prav tako naredimo odprt postopek, z to razliko, da tukaj sklenemo krovno pogodbo za obdobje vseh 48 mesecev, se pravi za 4 leta in to samo z enim dobaviteljem. Neposredni naročniki pa sklenejo krovno neposredno pogodbo prav tako za 48 mesecev z tem izbranim dobaviteljem. Tukaj je malo drugače, kot je v primeru električne energije in zemeljskega plina, in sicer gre za fiksno ceno, ki je prvih 12 mesecev fiksna na podlagi pravilnika, kot ga je že omenila kolegica Marjeta. Na to pa imamo v ostalih 3 letih le fiksen popust, ki ga ponudijo ponudniki, na ceno, ki je objavljena na ceniku dobavitelja in ta cenik morajo dobavitelj vedno, ko se spremeni, se pravi, če ga spremenijo, ga morajo posredovati na maile krovnemu naročniku in posameznim naročnikom. Zakaj imamo za tako dolgo obdobje z enim dobaviteljem nimamo odpiranja konkurence, namreč to je povezano tudi s tem rizikom nihanja cen in hkrati tudi z stroški, ki jih imajo za plinohrame. Namreč po naši pogodbi je dobavitelj dolžan izvajati vse zakonske predpisane preglede in vsa vzdrževalna dela na teh plinohramih. Namreč to se ne dogaja
letno, ampak nekateri pregledi so 2-letni, nekateri večletni in ne bi bilo smiselno oziroma, tako bom rekel, fair, da bo nekaterega posameznega dobavitelja, da bi v enem letu naredil vse servise, potem bi izbrali drugega, drugi pa ne bi jih imel nič. Tako da nekako pol v tem letu se to izenači oziroma v tem daljšem obdobju se to, kako bom rekel, iznivelira. Sam plin dostavljajo ga dobavitelj na posamezna naslove odjemnih mest po celotni Sloveniji, tako da ta strošek je zajet dostave tudi v samo ceno, ni posebej postavke, da bi to posebej naši naročniki plačevali. Moram pa reči, da ta pogodba je začela veljati z lanskim septembrom, se pravi, smo cene pridobili v nekje polet, ni še toliko poznala ta kriza in kljub vsem tem krizam je dobavitelj izvajal vse v skladu z pogodbo, tako da tukaj zaenkrat nimamo nobenih problemov. Naše obdobje menjave je tako trenutno z septembrom, se pravi, septembrom se nam pogodba izteče. Mogoče, odvisno kako spremljamo tudi trg, mogoče bi to prestavili, bi bilo smiselno, odvisno tudi od gibanja na julij, avgust, kar pomeni, da pol v mesecu maju pridobimo ponudbe, ali pa še prej, aprila recimo, ko bi naj bila konec kurilne sezone. Poleg tega je po naši pogodbi mora še dobavitelj zagotavljati, če recimo naročnik nima svojega plinohrama, mu zagotovi še plinohram, pri čemer pa samo dovoljenje za postavitev plinohrama in vse lokacijo in te zadeve pa mora zagotoviti naročnik. Tako da zato je odgovoren potem naročnik. Potem naslednji nakup goriv na bencinskih servisih. Za naše naročnike izvedemo odprti postopek, tukaj je zdaj manjša sprememba v zadnjem naročilu primerjavi s prejšnjimi naročili, in sicer je sklenjen okvirni sporazum z večjimi gospodarskimi subjekti, v tem primeru gre za dva gospodarska subjekta oziroma dva dobavitelja, sklenili se z vsemi, ki so oddali dopustne ponudbe, in sicer za obdobje 2 let, se pravi, nekako to obdobje smo ocenili, da bi bilo najbolj smiselno, tako za naročnika, kot tudi za trg, ki se pokaže kot neki riziku, ki ga sprejmejo ponudniki na trgu. In sicer imamo fiksen popust na gorivo in tudi na izdelke za vozila, ki pa so pri čemer fiksen popust na goriva je enoten, na izdelke goriv pa je odvisno od posamezne skupine, se pravi, ali gre za maziva, ali za brisalce, ali za čistila, ali pa gre za ta AdBlue NOx. Tam se pa malo razlikujejo popusti. Popust na gorivo se pri prvem dobavitelju je trenutno skoraj za enkrat, v povprečju enkrat višji kot pri drugem dobavitelju. Tako da je kar se ta način izkazal kot zelo optimalen. Prav tako se je izkazalo, da je pokritost, imamo večjo pokritost z bencinskimi servisi, se pravi na celotno ozemlju Slovenije, kot če bi imeli samo enega dobavitelja. Primarno lahko, oziroma naši naročniki lahko tankajo na katerem koli servisu, primarno pa seveda pri prvem dobavitelju, je pa izjema, tako kot tukaj zapisano imam, v primeru, če se zgodi, da je oddaljenost tega servisa od dobavitelja, prvega dobavitelja več kot 5 km in pa da ta prvi dobavitelj nima bencinskega servisa na relaciji službene poti. Prav tako imamo še pridržano izjemo, in sicer možnost, da odpremo konkurenco med obema za primere, kot na primer uvedba nove vrste goriva in podobno. Moram tudi poudariti, da zdaj, ko velja še uredba o naftnih derivatih, da ta pač fiksen popust se obračuna, res da se obračuna na ceno, ki jo imajo ponudniki goriv na svojih bencinskih servisih, lahko ponudijo nižjo, nikakor pa ne smejo ponuditi višje cene, kot je na podlagi same uredbe. In
Naslednji in ter zadnji energent, ki ga kupujemo, je dobava ekstra lahkega kurilnega olja, ki je, če pogledam zadnjih 10 let, nekako šla, bolj je padalo, zato, ker so namreč naročniki spreminjali svoje, kako bom rekel, načine ogrevanja, se pravi, mislim, da so prehajali bolj na zemeljski plin, tako da je tega malo manj, ampak še vedno velike količine so. Izvajamo ponavadi odprti postopek, zdaj trenutno imamo sklenjeno pogodbo za 12 mesecev, zdaj smo se odločili, mislim, da je naročilo celo trenutno objavljeno, da bo pač okvirni sporazum z večjimi gospodarskimi subjekti, se pravi z vsemi, ki bodo dali dopustne ponudbe, za obdobje 4 let, pri čemer pa bomo po 12 mesecih oziroma pred 12 mesecih odpirali konkurenco. Cena je objavljena po ceniku dobavitelja in na to ceno potem daje ta izbrani dobavitelj svoj fiksen popust, ki je pač fiksen tisto obdobje, dokler dobavlja kurilno olje. Seveda zdaj kurilno olje je zelo vezano na dizel oziroma na ostala derivata, ki ga pač naredijo iz dizla. Zato je ta uredba, ki je o naftnih derivatih, ki vpliva na sam bencin in dizel, tudi posledično vpliva tudi na kurilno olje. Lahko ponudijo nižjo ceno, ampak načeloma je cena skoraj tam, ki uredba določa. Fiksen popust za obdobje konkurence, do celotnega obdobja konkurence je nekako fiksen popust, na tega pač smo se odločili, da pač nek fiksen popust, na tega ne v primeru ne spreminjamo, ceno pa lahko spreminjajo, pri čemer po ceniku ali pa po uredbi, kakor je pač določeno. Dostava je na lokacije po celotni Sloveniji in je vključena v samo ceno, ni posebej postavke, da bi lahko posebej zaračunali. Je pa tako, da naši naročniki so po celotni Sloveniji razpršeni, večina je v območju Ljubljane in okolice, tisti manjši delež je pa po celotni Sloveniji, ampak prav tako jih pokrivamo oziroma jih prav tako mora tisti, ki je izbran za dobavitelja, dobavljati kurilno olje za enako ceno. Optimalen termin odpiranja konkurence oziroma iskanja cen, v našem primeru tudi fiksnega popusta, je malo pred poletjem, nekako tako, zdaj do zdaj je bilo tako, oziroma v samem poletju, bližje, ko gre kurilna sezona, višje so cene, to je iz trga, kot je povpraševanje in ponudba. Prav tako smo tukaj šli malo nasproti in smo tudi samo dobavo na lokacije podaljšali za nekaj dni, zato da pač, da je pomembno, da pač dobimo več ponudb, ne samo eno. Prav tako pa je tudi možnost dodajanja in vzemanja lokacij dostave, se pravi, koliko naročnik nekje se odloči, da pač spremeni način ogrevanja, mu mora dobavitelj dobaviti še tudi kurilno olje na tisto odjemno mesto oziroma lokacijo. Tako, jaz bi s tem zaključil, dokolikor so še kakšne vprašanja, oziroma predajam besedo Marjeti, če ima kakšno vprašanje, da odgovori. Do tega trenutka sem prejela eno vprašanje, in sicer, v kolikor zainteresirani ponudnik, ki ga nismo povabili v evidenčni postopek zbiranja ponudb, postavi pisno zahtevo, da se mu posreduje povabilo, ali smo mu skladno z načeli javnega naročanja verjetno tukaj dolžni posredovati povabilo k oddaji ponudbe v tem postopku. Kot sem že povedala v sami predstavitvi, in sicer v tistem delu, kjer sem predstavila izjemo od uporabe zakona o javnem naročanju pri tistih naročilih živil, kjer je vrednost nižja od 215 tisoč evrov brez DDV, je seveda potrebno kljub vsemu spoštovati vsa temeljna načela javnega naročanja in med njimi seveda tudi načelo konkurenčnosti in pa načelo predvsem gospodarnosti.
Da po našem mnenju več ponudb, večja je možnost, da vse te cilje dosežemo in je primerno, da se pač, ko daje ponudbe pri evidenčnem naročilu, seveda povabi tudi takega ponudnika. Potem je še eno vprašanje, zdajle v zadnjem prišlo, in sicer ali za dodajanje merilnih mest sklepate anekse, ta verjetno bo za gospoda Simona. In pa še, vkolikor je naročnik dolžan, da na zahtevo zainteresiranega ponudnika, ki želi sodelovati v evidenčnem postopku, oddaje dobave, na primer živil, le temu tudi posreduje povabilo k oddaji ponudbe, mislim, da je to enako vprašanje. In še, ali je treba v tem delu tudi določiti vse pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsak od ponudnikov, da se mu sploh lahko prizna sposobnost dobave. Zdaj, to se pravi, gre za evidenčni postopek, vsekakor v vsakem primeru morajo vsi povabljeni ponudniki pač biti seznanjeni z vsemi enakimi pogoji, to je načelo enakopravne obravnave ponudnikov in je seveda primerno oziroma je naročnikova dolžnost, da v takem primeru določi vse pogoje, pod katerimi bojo morali ponudniki izvajati naročila, in je v bistvu to tudi namen, da ne bi potem v nadaljevanju, to se pravi v fazi realizacije javnega naročila, prišlo pač do, bom rekla, kakšnih zapletov oziroma nesporazumov med naročnikom in ponudnikom. Tako da odgovor je vsekakor ja. Vsi ponudniki morajo prejeti enake informacije in zadostne za to, da bo realizacija naročila seveda uspešna. To je z moje strani zaenkrat vse, kar se tiče odgovorov na vprašanja. Sem prejel sicer vprašanje, če povzamem. Ali izbrani dobavitelj kurilnega olja ohrani fiksen popust po uvedbi uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov? Ja, tako je. Popust ostaja fiksen, ne glede na uredbo, spreminja se samo cena, oziroma zdaj v primeru, da je vlada pa spreminja pač taka, kot je. Oni lahko dajo nižjo, popust pa ostaja fiksen. Potem vprašanje v zvezi z, verjetno se nanaša na električno energijo, kako se ureja dodajanje merilnih mest, ker to vpliva na vrednost okvirnega sporazuma, se sklepa dodatek ali se objavi EU20. Glede na to, da gre za električno energijo, ki, tako bomo rekel, non-stop teče, pravi, ne moremo naročati sproti, zato imamo tudi okvirni sporazum z okvirnimi količinami. Je priloga okvirnega sporazuma, predvsem neposrednega sporazuma, seznam merilnih mest, ki jih imajo posamezni naročnik, in potem, če nekaj pač spremeni, doda, se ta priloga zamenja in je tako zapisano v posameznih členih, da z dnem, ko se da nova priloga, velja ta nova priloga, ki vsebuje te nova merilna mesta. Tako da načeloma se ne sklepa dodatek, je veliko hitrejše. Vem, da obstaja praksa, da nekateri ponudniki zahtevajo, da bi se sklepali dodatki, ker imajo pač take zahteve, mislim, da celo nekateri ponudniki, ampak odvisno od ponudnika. Trenutno ponudniki pri nas ne zahteva, da se sklepa aneks, zaradi tega, da bi pač lahko dodal merilno mesto, je dovolj že, da se kot priloga sporazumu. Tako da se potem tudi niti ne objavljajo na portalu zadeve od spremembe. Se bom jaz vključila vmes, ker je bilo prejeto še eno vprašanje vezano na postopke za živila, in sicer ponudniki večkrat zatrjujejo, da indeks cen močno zaostaja za realno rastjo cen. Prosim za komentar. Glejte, vsekakor statistični podatki, priprava, izračuni zahtevajo svoj čas, tako da sigurno je realno, da pač indeks izračunan za določen mesec realno ne odraža tisto čisto trenutno dogajanje na trgu, vendar jaz same metode za izračun tega indeksa cen ne poznam in je v bistvu morda bolj kompetenten za razlago statistični urad. Je pa seveda potrebna neka potrpežljivost. Nobena zadeva ni mogoče realno in objektivno preverljiva iz danes na jutri, tako da, kot sem rekla, verjamem, da do nekega zamika pride točno kakšnega in zakaj, je pa pač bolj primerno preveriti na statističnem uradu.
Če imam eno za odgovoriti vprašanje, in sicer vprašanje se glasi, ali se lahko priključi nova šola na novo odjemno mesto na šoli. Torej, ali ko po šoli poteče, novi šoli poteče obstoječa pogodba, bi se rada vključila h krovni pogodbi, ki ima več šol. Zdaj, kako je mišljeno nova šola na novo odjemno mesto na šoli, je to mišljeno verjetno na novi šoli. Zdaj, če krovna pogodba, ker ima recimo več šol, pa ta šola ni bila vključena v takrat tiste javno naročilo, potem sploh ni vprašanje vključitve odjemnega mesta, ampak ker pač ni bila kot naročnik, že po obstoječi krovni pogodbi se ne more priključiti. Kolikor je že takrat bila, ne vem, ta šola oziroma kot tisti, ki je bil plačnik z 2-3 drugimi merilnimi mesti, ne vidim ovire, da se ne bi vključila tudi ta nova šola zraven kot plačnik še z enim merilnim mestom. Eno vprašanje, ali smo prejeli kakšne zahteve glede povečanja cen skladno z obligacijskim zakonikom in kako so ponudniki v tem primeru utemeljili povečanje cen. Tako bom rekel, smo dobili, se zmenimo, se pogovarjamo, ampak zaenkrat, bom rekel tako, v korist obeh, se pravi kot naročnika, kot ponudnika oziroma v tem primeru dobavitelja, cene ostajajo take, kot so. Ni pa, da bi rekel, da zdaj recimo konkretno električna energija ali pa zemeljski plin ali podobno nekih enormnih pritiskov na zvišanje energije oziroma zvišanje cen. Tako, zdaj vprašanj, koliko več ni vprašanj, bi jaz na tem mestu zaključil današnje predavanje in se zahvalil vsem prisotnim predavateljem in tudi vsem poslušalcem. Še enkrat hvala za udeležbo. Lep pozdrav.